Dober dan. Lahko? Okay, hvala. V zadnjih tednih, mesecih je Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravstvo, ponovno razburila javnost in potrebni so določeni odzivi, ne samo zaradi novega zakona, ki ga predstavlja v javnosti, to je Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, temveč tudi o njenem pričanju pred preiskovalno komisijo. Zdaj najprej bi se dotaknila tega. Milojka Kolar Celarc je v tem tednu pričala pred preiskovalno komisijo. Zaslišana je bila v zvezi z znižanjem oziroma z nepravilnostmi pri nabavi in pa prodaji žilnih opornic v Republiki Sloveniji. Ministrica je sicer predstavljala v svojem pričanju določene ukrepe, ki naj bi pripomogli po njenem mnenju tudi k znižanju cen žilnih opornic v njenem mandatu, kar vsekakor ne drži. Namreč ministrica Milojka Kolar Celarc je povedala tudi, da vmesnega poročila ni niti prebrala, zato težko verjamemo tudi njenim izjavam pred samo preiskovalno komisijo, kajti navajala je podatke, da gre za znižanje cen žilnih opornic v letih 2013-2014, ko ona v bistvu še niti ni bila ministrica. Zato so v bistvu te njene izjave na sami preiskovalni komisiji povzročile kar nekaj začudenja, in ni bila sposobna oziroma ni povedala niti enega ukrepa, ki bi pripomoril vsaj na tem področju k znižanju cen oziroma tudi k izboljšanju stanja. Namreč ministrica nenehno poudarja ničelno stopnjo do korupcije, ne zna pa našteti niti konkretnih učinkov tega projekta. Predvsem je poudarjala skupna javna naročila v zdravstvu, ki pa, kolikor je nam znano, določenih oziroma konkretnih rezultatov še niso prinesli. Povedala je tudi, kar tudi slovenska javnost ve, da je na področju nabave žilnih opornic v Sloveniji bilo izvedeno skupno javno naročilo, in sicer v začetku leta 2017. Sicer moram povedati, da ne na pobudo ministrstva, ampak na pobudo posameznih zdravnikov, ki so glede na afero, ki že več let prepleta oziroma, bom rekla, se pojavlja v javnosti glede nabave in prodaje žilnih opornic, da se je to skupno javno naročilo tudi razpisalo na ministrstvu. No, in končni rezultat oziroma vsaj trenutni rezultat tega javnega razpisa je, da javni razpis v bistvu za žilne opornice, skupno javno naročilo za žilne opornice propadel. Namreč vsi dobavitelji v tem skupnem javnem naročilu so ponudili višje cene, kot so bile zahtevane z samim javnim razpisom. Zdaj ministrstvo pravi, da je naredilo vse na tem področju, menimo pa, vsaj v okviru tudi poslanske skupine in pa preiskovalne komisije, da ni bilo narejeno dovolj. Namreč s tem, ko je propadlo ta skupno javno naročilo na področju nabave in prodaje žilnih opornic, so bolnišnice nadaljevale s svojimi javnimi naročili, kjer pa so cene veliko višje, kot so bile v preteklosti, oziroma celo višje, kot so bile načrtovane v skupnem javnem naročilu. Ministrica očitno meni, da je dovolj, da poziva direktorje bolnišnic naj cene materialov znižujejo oziroma pripravljajo tržne raziskave, kar pa po našem mnenju ni dovolj. Namreč kljub temu, da je bilo vmesno poročilo sprejeto na Državnem zboru in da gre za naznanitve več sumov kaznivih dejanj, tako zdravnikov, nabavnikov, direktorjev bolnišnic kot dobaviteljev, ministrica sama meni, da ni pristojna za to, da poziva oziroma da pozove direktorje bolnišnic k odgovornosti, tudi zato, da recimo uredijo oziroma kako se čutijo pristojne, odgovorne za afere, ki se dogajajo v posameznih bolnišnicah, kako se čutijo odgovorne za preplačilo materiala. Ministrica namreč meni, da za to ni pristojna, kljub temu je pa treba poudariti, da je vlada tista oziroma ministrstvo tisto, ki predlaga člane svetov zavoda v bolnišnice, in v bolnišnicah ima vlada večino, torej 6 članov recimo od 11 v UKC Ljubljana, in ministrica je pristojna za to, da preko sveta zavoda pozove direktorje k odgovornosti
za nastale izgube v bolnišnicah. Vemo, da so bolnišnice, če lahko tako rečem, pridelale več milijonske izgube v letih 2015, 16 in 17, da je UKC Ljubljana recimo iz 6 milijonov konec leta 2015 prišel do 99 milijonske izgube v sredi leta 2017 in ministrica po pričanju se ne čuti odgovorne, da bi na zagovor oziroma k odgovornosti pozvala direktorja bolnišnice, katerekoli, torej ne gre samo za UKC Ljubljana, ampak tudi za vse ostale bolnišnice. Dokler bo torej v Sloveniji zadeva takšna, da minister se ne bo čutil odgovoren za nastale izgube v bolnišnicah, za preplačilo materiala, za ostale anomalije v zdravstvu in k temu ne bo pozival torej tudi k odgovornosti direktorja in oziroma odgovorne v bolnišnicah, tako dolgo v Sloveniji očitno ne bomo dočakali kakršnokoli izboljšanje pri poslovanju samih javnih zavodov. Jaz bi se sam tule za trenutek še vrnila k pričanju Milojke Kolar Celarc. Namreč, kot veste, je bila ministrica pozvana k pričanju oziroma k zaslišanju že 1.12. Takrat je bilo poslano opravičilo dan prej, popoldan, opravičilo strani Ministrstva za zdravje, da je Milojka Kolar Celarc bolna, torej da je prišlo do nenadne bolezni, ni pa bilo poslano uradno opravičilo. Včeraj smo z ministrstva prijeli uradno opravičilo za 1.12. S tem, da naj povem, da je to opravičilo bilo poslano oziroma je potrdilo iz šolskega dispanzerja, datum pa ni za 1.12., ampak 7.12. Jaz moram reči, da kaj takšnega od ministrice Kolar Celarc nisem pričakovala, namreč vse dosedanje priče, ki so se opravičile na dan, torej z zdravniškim opravičilom, ki je bil datiran na dan zaslišanja in pa tudi od osebnega zdravnika. Tako da to je še ena stvar, ki kaže na to, da sedanja ministrica v bistvu nekako deluje, moram reči, zavaja javnost, deluje shizofreno, nenazadnje zadnje zadeve kažejo tudi na to, kar se je dogajalo torej z Zakonom o zdravstvenem varstvu, da ministrica govori eno, v bistvu pa dela drugo. Če se vrnem torej na izgube v javnih zdravstvenih zavodih, poleg UKC Ljubljana so v izgube v letošnjem in prejšnjih letih drvele tudi ostale bolnišnice in ministrici ni bilo problema v mesecu dveh napisati interventni zakon za 136 milijonov, torej denarja, ki je šel bolnišnicam za pokrivanje izgub. Potrebno pa je povedati, da ta denar ni šel za bolnike, ampak za dobavitelje. Dobavitelje, ki pa so tudi en del tega, da se material v Sloveniji še vedno preplačuje. Ministrica torej tudi v tem primeru, ko je dala 136 milijonov oziroma bomo davkoplačevalci dali 136 milijonov za izgube v slovenskih bolnišnicah, torej za poplačilo dobaviteljem, ni nikogar pozvala k odgovornosti, zakaj je do teh izgub prišlo, niti ni zahtevala od bolnišnic, vodstev bolnišnic, da pripravijo naprej, predno dobijo denar, sanacijske programe oziroma program sanacije, kako bodo sanirali te izgube. Mogoče je to tudi razumljivo, kajti sama je del problema, da je do teh izgub tudi prišlo. V interventnem zakonu pa se je ministrica torej izborila pristojnost imenovati sanacijski odbor. Kolikor nam je poznano iz informacij, torej informacij z ministrstva, je imenovala trenutno, mislim, da 6 od 7, torej v sanacijski odbor. Zdaj ne bi komentirala posameznih imen, jasno pa je, da marsikdo med njimi, moram reči, je pač nekako prišel v ta ožji izbor tudi na način torej poznanstev ali pa politične pripadnosti. Hkrati pa tudi tukaj je treba povedati, da ministrica je v te bolnišnice, ki so do sedaj pridelale največ izgube, to je UKC Ljubljana recimo, sama imenovala oziroma sama predlagala gospoda Kopača za direktorja, sedaj v bistvu ga odstavlja, nastavlja pa z novim.
vede direktorjem Šabederjem. Sicer ministrica pravi, da je to odločitev sveta zavoda, ampak še enkrat poudarjam, svet zavoda mora imeti za to soglasje tudi ministrstva. Gospod Šabeder je člane sveta zavoda prepričal s svojim življenjepisom, vsekakor pa očitno ne s svojim programom, ki ga, jaz moram reči, saj sama ne poznam oziroma v javnosti še ni znano. Podobne stvari se dogajajo v Splošni bolnišnici Celje, kjer je recimo članica sveta zavoda sama izjavila, da niti ni prebrala finančnega načrta, torej članica, ki je predstavnica vlade, ni prebrala finančnega načrta, ki ga je pripravil direktor, pa kljub temu pravi, da mirne vesti glasuje glasuje za razrešitev direktorja. Tudi tam lahko torej pričakujemo novo kadrovanje ministrstva strani SMC-ja. In pa vprašanje je, torej, ali bo recimo na mestu direktorja v Splošni bolnišnici Celje tudi kakšen podoben kader, ki je brez izobrazbe oziroma brez izkušenj v zdravstvu, kot se je dogajalo v UKC Ljubljana. Naslednja zadeva, ki pa je seveda treba poudariti, so pa zdaj ti zakoni, ki so bili sprejeti ali pa se nameravajo sprejeti v državnem zboru. Gre najprej recimo za zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je koalicija soglasno sprejela v državnem zboru. No, danes se kaže na to, kar smo opozarjali nenehno tudi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, da je ta zakon v več členih protiustaven in sedaj tudi torej Združenje zasebnih zdravnikov daje ta zakon v ustavno presojo. Naslednje je recimo tudi zakon o nujni medicinski pomoči in pa zakon lekarniški dejavnosti, ki doživljajo sedaj tisto, kar smo tudi opozarjali, namreč ministrica si je v teh zakonih vzela kar veliko pristojnosti glede pravilnikov. Če samo povem, da zakon o nujni medicinski pomoči še nima sprejetih vseh pravilnikov, da zakon recimo tobačni zakon, kjer je bilo treba do meseca septembra sprejeti 6 pravilnikov strani Ministrstva za zdravje, so bila sprejeta samo 2, torej ministrica niti zakonskih obveznosti ne izpolnjuje. Podobno še z drugimi. No, ne nazadnje pa potem tudi sedaj nov zakon, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pa, kot veste, je sprožil kar nekaj burnih reakcij v koaliciji. Namreč ministrica je trdila, da je ta zakon usklajen s koalicijo in s finančnim ministrstvom, kar očitno po izjavah koalicijskih prvakov pa tudi poslancev koalicije temu ni bilo tako. Jaz moram reči, da tukaj ni razočarala samo ministrica oziroma v celotni zgodbi, ampak tudi koalicija, ki že torej cel čas mandata podpira ministrico pri njenih torej tako imenovanih reformnih zakonih. Če se spomnite, konec leta 2016 je koalicija na prvi interpelaciji dejala, naj damo čas, da bo izvedla, torej da bo pripravila vse zakone do januarja 2017, danes je konec leta 2017, pa še vedno vsi zakoni niso tukaj. Tisto, kar pa je pa v bistvu tako napisano, da zdaj doživljajo novele zakonov že ali pa tudi ustavne presoje. Torej razočaranje tudi nad koalicijo, ki na socialnih omrežjih, v izjavah za javnost nenehno kritizira ministrico, tudi obsoja, da laže, zavaja in tako naprej, pa kljub temu nihče od koalicije oziroma koalicijskih prvakov na vladi ne zahteva od premierja, da ministrica odstopi iz mesta torej na ministrstvu. Dotaknila bi se samo še novega nacionalnega centra za otroško srčno kirurgijo. Jaz moram reči, da je to še ena zadeva, ki gre nekako v zvezi zavajanja ljudi, da se bo z tem novim nacionalnim inštitutom oziroma centrom rešila otroška srčna kirurgija. Glejte, treba je povedati, da na UKC Ljubljana imamo popolnoma celotno opremo, če hočete, torej materialne pogoje, imeli smo tudi kadrovske pogoje, dokler niso razmere na tem oddelku, torej na pediatrični kliniki, pripeljale tako daleč, da so mladi zdravniki odšli, tisti, na katerih naj bi se gradila otroška srčna kirurgija v Sloveniji, in zdaj ministrica, ki ni bila sposobna urediti razmere na UKC Ljubljana, na tem področju ustanavlja nov inštitut z novimi ljudmi in lahko le v bistvu
v bistvu niti ne vemo, kdaj in kako bo te zadeve potekale in vprašanje je, kdaj bodo otroci, slovenski otroci sploh normalno oskrbljeni v Sloveniji, kar je dokaj žalostno. Jaz mislim, da je to torej še en pesek oči, kako se rešujejo zadeve. V celotni zadevi torej jaz moram reči, da po 2 interpelacijah ministrice, po vseh anomalijah, ki se dogajajo v zdravstvu, je več kot jasno, da mislim, da že to nekaj časa, ampak ne vem, kdaj bo jasno tudi premierju Miro Cerarju, da bo ministrico v bistvu odstavil z tega mesta. Verjetno se izgleda tako, bodo prej volitve. Upamo le lahko, da bo narejeno čim manj škode. Nova vlada, ki bo prišla, bo imela veliko dela na tem področju in če verjamem, da si bo zadala kot prednostno nalogo zdravstvo in bo morala to urediti takoj. Zdaj, kako urediti, jaz moram reči, da v Slovenski demokratski stranki imamo svoj program, bil je predstavljen v teh dneh. Potrebno je narediti marsikaj tudi na področju korupcije, zapreti v bistvu odvode denarja iz zdravstva, potem bo verjetno lažje, torej pa tudi znižati cene artiklov. Od dogovorov, pogovorov, ali pa tisti, ki pripravljajo javna naročila, je treba odstraniti te ljudje, ki so do sedaj imeli vsaj samo sum kakršnega koli dogovarjanja ali pa kaznivih dejanj znotraj torej priprave javnih naročil in izvedbe. V tujini, kolikor veste, je samo sum dovolj, da se določenega človeka odstrani iz odločanja o nabavah ali pa kakršnekoli torej odločanja, ki pripelje lahko do, bom rekla, koruptivnih dejanj ali pa da denar davkoplačevalcev odhaja drugam, ne pa k bolniku. Seveda je v programu Slovenske demokratske tudi so druge zadeve, ki moram reči, da prinašajo rešitve v zdravstvu in da moram reči, da se ministrstvo ne sme zapirati med 4 stene, tako kot sedaj dela ta ministrica. Ministrstvo mora biti odprto za vse predloge, seveda konstruktivne predloge in da če želimo urediti zdravstvo, ga postaviti seveda nekako na zdrave noge, na zdrave temelje, moramo vedeti, se zavedati, da gre tu za denar ljudi, da gre za denar davkoplačevalcev, da ta denar mora priti do davkoplačevalcev oziroma do bolnikov in ne do dobaviteljev ali pa zaradi kakšnekoli drugih koruptivnih dejanj kam drugam in da je to v bistvu projekt celotne države, tako politike kot v bistvu državljanov in v tem primeru. Torej, če želimo še enkrat urediti zdravstvo, mora se pač zavedati, torej, da gre za denar ljudi in da je potrebno delovati povezovalno in pa kajti zdravstvo oziroma te zdravstveno oskrbo potrebujemo, mislim, da vsaj enkrat v življenju vsi. Najlepša hvala.